Ejo, jaz sem Tropski in poslušate Radioaktivno. Pa se trudim, da hitim počasi, samo včasih pozabim, pa ta včasih je v bistvu dostikrat. Pa so mi rekli, v miru je moč. Mislim, da je res. Počasno je treba pustiti čas, stari. Vse se skristalizira in vse je jasno. Čas teče hitro, pa Jezus me gleda. Včasih živim fast life, na tenis vega. Delam na 100 Juri Vega, life je ta igra Las Vegas. Zdaj na napečeni uri, štat je na nuli. Stotka takrat, ko na roki so žuli. Kot držim kuli, ni časa za čaki. Seveda smo taki že Horvatjaki. Dnevi so prekratki, a še vedno ga rimam. Tak mi je najlažje, da pijem do dopamina. Stvari v bistvu lahko bi lažje. Palimo si cifre, one v bistvu so pa važje. Sovražnik mi čas je, ta cifra mi raste. Komadi mi čakajo na mix pa master. Noče da čuje se, ko da tu repa v majke okrasne master. Počekaj tonski, kaj te vem, kjer je bil after do 4. Smrdel mi flash po očeki papirih en teden, dok ne bil spet nasleden. Vedno se vračam tu, happy ko Farel. Vala da sem S-man, pišem se gozel. Imela je ambicije, imela je hoč stel, ampak ko venela, ker druga bil plevel. Valuta časa je bila naslovna skladba EP-ja Tropskega, ki je z mano v oddaji Radioaktivno. Tilen, zdravo. Ja, lepo zdrav, zdravo Boštjan. Tilen je enako Tropski? Ja, to je pač moje nickname, kako bi rekel, a.k.a. Tropski. Zdaj večinoma me že vsi poznajo pod tem imenom in ja, ustvarjam še vedno pozitivno glasbo, še vedno iščem svetle stvari v življenju in ja, na koncu dneva si pač bolj tropski, ne, ker je tak, kot da si na soncu, pa se imaš fajn, tako da nekak tak. Kljub temu, da se včasih malo tuji temni oblaki kdaj pridejo, ne, ampak treba vedno gledati više, da je nekje svetlo, pa da bo definitivno vse okej, vedno v bilo ki situaciji, pač, kaj se ti pač dogaja v življenju, no, tako da nekak tak je tudi neko moje sporočilo v glasbi posredno. In ti je potem vedno vroče, gledno, da si tropski? Vroče mi ni vedno, ampak se dobro počutim, ne. Tako da, skoraj nekak tak, ko da imam koktel v roki, pa sem na plaži, ne. Tak nekak, ko delam glasbo, ne. Ali Tropskega pooseblja tudi tvoj logotip ananas, ki vemo, da je tropsko sadje? Ja, to me pa v bistvu, ananas je pa ena druga zadeva, v bistvu tudi spada zraven, ampak to je bil moj koktel. Tropski koktel, to sem pač enkrat naredil, jaz sem bil včasih, ko sem bil študent, sem bil kelnar in sem rad koktele mešal, enkrat se prijatelje povabo in so zamujali ful časa in potem sem si izmislil en koktel in smo ga pač poimenovali bolj tropski koktel. In to se je potem prijelo in potem sem, na primer, za rojstne dneve sem vedno naredil moj koktel, ne, ali pa tudi v kakem releasu albuma. Je pa glavno sestavina ananas, ne, tako da pol je nekak tudi logo pasal v mojo zgodbo. Odkot potem tvoj izdevek Tropski? To pa je že ena dolga zgodba, v bistvu enkrat smo se tak nekaj hecali pa tak, pa sem rekel, da življenje vidim pozitivno, da sonce sije, tak si mora narediti, tuj če ne, in sem bil pol tropski, ne, pa pač mi je pol kolega rekel, ne, ti mogo biti tropski, ne, ker jaz sem bil, ko sem jaz začel repa, to je bilo res let nazaj, sem še bil v osnovni šoli, sem bil Egidi, ne, to je v bistvu od Tilna Svetnik in tako malo turško se je slišalo, ne. Mislim, da to nekje v grški mitologiji se to pojavlja. Ja, ampak tak, ne vem, ni mi bilo tako všeč, no, in pol mi je marsikdo rekel, ne, mislim, Tropski je res cool, ne. In pol pač so me klicali Tropski in je pol bilo pa vse tropsko, ne. Pol je bila tudi Tropska noč, ki je nastala z Nightom, ne. Tropski je Night, tako da tudi on v bistvu sodeluje še vedno z mano v produkcijah, tudi na tem EP-ju je bil prisoten na več pesmih, tako da, nekak tak, no. Kajti tropski pomeni tudi to, da se nanaša na območja na obeh straneh ekvatorja med severnim in južnim povratnikom, če gledamo geografsko.
Imaš rad vročino? Imam rad. Poletje mi je najbolj všečno. Res za vsak letni čas ima svoj čar, ampak bi rekel, da poleti mi je nekako, so mi tiste poletne noči, pa neka taka sproščena energija, še bolj kot v ostalih letnih časih, no. Mi je nekako vedno blizu bila, no. Tako da pol tudi to se je nekako slišalo. Res, da se je mogoče moj glasbeni stil skozi leta spremenil malo, glede sounda, drugače pa sporočilo pa v bistvu ostaja že od začetka isto. Pogovor sva pričela glasbeno in sicer z naslovno skladbo Valuta časa. Ja, mogoče bi mogel povedati malo pač o tem EP-ju, o tem naslovu. Nekako inspiracijo vedno dobim od mojega vsakodnevnega življenja, od pač stvari, ki se mi pač dogajajo, ne. In kaj ugotavljam v bistvu, da so neka obdobja življenja, ne. In vsako obdobje življenja ima svojo valuto časa, ne. In različno pač ti daješ prioritete, ne vem, v nekih obdobjih različnim stvarem in ta valuta se pač spreminja z leti, pravijo, da se na 5 let človek spremeni, upamo, da na boljše, ne. Tako da, ja, nekako to je valuta časa, ne, v bistvu ta rdeča nit celotnega EP-ja, pa tudi opažam, ne, da vso glasbo, kaj sem pisal, je bila tudi čas nekako, vedno je bil čas, ali sem malo retrospektivno gledal neke stvari, ali sem v bistvu se trudil, da sem bil v tem trenutku, neko tako sporočilo pač sem vedno dajal in tukaj pa je zdaj mogoče res podrobno slišati, da je pač valuta časa točno to, kar sem hotel povedati skozi pač te moje pesmi, neko moje življenjsko obdobje, ki sem ga pač pustil na tem EP-ju. Druga bodo Hitri momenti, singl, ki je šel letos podprt z videospotom. Ja, to sva tudi je nastal prej, no, je pa paše kot pač celotna zgodba, kot neki pucl pač te celotnega EP-ja in ja, sporočilo je tudi v bistvu, da življenje je pač neke stvari se ti dogajajo, skozi moraš neke stvari, nekim stvarem slediti in nekako se trudiš, ne, oziroma se trudim, da bi hitel počasi v bistvu, ne, samo v hitrih momentih pač pokažem, da pozabim na to, ne, da vseeno neki vsakodnevni flow te potegne v to, da hitiš, no, in to so bili hitri momenti, ne. Gremo? Ajde. Hitri momenti ujeti v utrinke, modi se mi vostre ovinke, baby za vikend pusti mi otisek šminke. Telefon mi zvoni, nimam časa med tednom, delam po planu za spremno. Blefo sem dobo ta tiket, ki ni to zavedno, na meni je, da mi ne bo bedno. Še vedno smo na zemlji, še vedno so oblaki, da je temni, ampak tam više je svetlo, zdaj Marko Polo sedi preleto. Da priš do cilja, moraš biti strajen, ved kam vlagati, da ni zastojn, ker čas se ne stavi, me stara kom star, stari si rečem, da vides me vara. Hitri momenti ujeti v utrinke, hitri momenti ujeti v utrinke, mudi se mi vostre ovinke. Hitri momenti ujeti v utrinke, hitri momenti ujeti v utrinke, mudi se mi polovorike. Life je osoda, ko pišem jo sam prije dan, ko grem na stran, ja, dotrkrat živim za zdaj, stick to the plan, my man. Denar je hustle bazar, za delo pa beri denar, punca rada šla bi na Zanzibar. Rad happy ende pa nove začetke, v družbi dobri preživel petke, da ne bo pomote, tudi sobote, emocije, da sem v note, grem tja ko pelje pot me, na pogrebu obrisal sem sauze, ostala bolečina notje in dožnost kot boter. Hitri momenti ujeti v utrinke, hitri momenti ujeti v utrinke, mudi se mi vostre ovinke. Hitri momenti ujeti v utrinke, hitri momenti ujeti v utrinke, mudi se mi polovorike. Hitri momenti Tropskega z EP-ja Valuta časa. Tilen, že prej si omenil, da si repersko pričel v osnovni šoli, torej že kar nekaj let nazaj. O ja, ker z enim sošolcem smo začela, on je tudi zdaj se z glasbo ukvarja, on je bil v bistvu kitarist in smo nekako skupaj, smo takrat v hip-hop EJ-ju. To je bila ena taka aplikacija, ko si enostavno lahko naredil bite, ampak sem bolj videla, da mogoče bi kaj bolj organskega lahko naredila, ne, in je potem on lupe igral kitare, kupil je tudi električne bobne, ki sva jih povezala z aplikacijo na računalniku takrat in je zaigral drumse in potem smo nekako tako
naredila, neke delčke sva pa jemala potem iz tega hip-hop DJ-ja, kot neke hi-hate pa tak naprej, no. Tako da, ja, vedno sem pač, to mi je pač vedno ta kreativa, mi je bila nekako tisto, kar mi je dajalo v življenju neko veselje, no, da se lahko izrazim, ne, da lahko vse te stvari, kaj bi rad povedal, ne, zapišem in nekdo sliši in še boljše, če mu je všeč, ne. Ves čas o hip-hopu oziroma rapu ali tudi katere druge glasbene zvrsti? Ne, jaz sem na začetku tudi dosti poslušal rocka, za metala, to nisem, sem pa tak bolj mogoče kaki soul, to še zdaj rad poslušam, potem take kakšne starejše pesmi, tudi ko so kaki, ne vem, potem pa tudi hip-hop, to pa absolutno pač s tem pa vsakodnevno nekako sem v tem noter, no, in pač spremljam, kaj se dogaja na sceni in ja, se pa definitivno spreminja zvok. Takrat, ko sem pač začel, pa zdaj, ne, malo se zadeve imajo drugačen pristop, kako bi rekel, drugačne vrednote so v hip-hop glasbi, no, ampak meni so všeč, no. Na tvoji spletni strani piše raper, poet, tekstopisec. Poet pomeni, da tudi sestavljaš skupaj pesniško zbirko? Če bi zdaj mogoče vzel moj zvezek, tako pišem tekste noter, bi dejansko lahko rekel, da so ene pesmi tudi na tak način zapisane, no, ampak pač vsak, ne vem, vsaj jaz za sebe lahko rečem, dnevno pišem besedila in določena besedila so taka, ki verjetno jih pač nikoli ne bom izdal, ki so pač preveč imajo na tako osebno noto mogoče, druga so pa taka, ki so za to, ne, in ja, v bistvu se mi zdi, da pač res pustim sebe v tekstih in to izražam potem na pesmih, no, pri katerih uporabim ta določena besedila. Kje iščeš navdih? Navdih mene najde, pač čutim, ne, da bi lahko nekaj, ne, ali pa dostikrat me navdihne kaka podlaga, na primer, ko mi producent pošle kako matrico, sem tak, wow, ne. Pa ker začnem pisati, pa se mi kar kaka melodija začne obračati in ponavadi si moram kar posnet, no, ali pa zapisati, ker pozabiš, ne, pol čez čas pozabiš in včasih tudi po noči se zbudim, pa imam kar nek tekst, pa ga moram napisati, ne. Potem pozitivno sanjaš? Ja, bi lahko rekel, da ja. Ali si optimist v besedilih? Jaz bi rekel, da sem vsaj 3/4 časa optimist, drugače pa kar realist, no. Dosti pa tudi realist. Ja, tak, če bi zdaj mogel nekako oceniti, ampak to včasih težko za sebe oceniš, ne, to lažje, če oceni nekdo, ko te posluša, ker včasih ti živiš sam s sabo in če si iskren v glasbi, ne, nikoli ne razmišljam, kako bo to zdaj, ne, kako bo to nekdo dojel, pač to sem jaz, ne, in se mi zdi, da je to ravno čar glasbe, da ustvarjaš točno to, kaj čutiš. EP Valuta časa ni tvoj prvi izdelek. Prebral sem na tvoji spletni strani, da si pričel s projektom Demo Tape 2012. leta. Ja, to je bil prvi projekt, ki sva ga naredila skupaj z Tine Šreklom, Najtom, ki je imel 3 pesmi. In jaz s tem demo tapom v bistvu sva se predstavila neka glasbeni sceni in tudi predvsem hip-hopom. No, s hip-hopom sva pokazala, kaj bi rada, kaki zvok bi rada naredila in takrat smo v bistvu začela bolj resno delati, kako bi temu rekel. Potem so pa pač nastajale pesmi, pol 2014 sva naredila Tropsko noč. Ja, in zdaj tudi Tropska noč 2 je v bistvu že pripravljena, ampak še malo šraufamo, no, in ampak tudi to bo. Potem je Valuta časa vmesna faza? Valuta časa, ja, na nek način je vmesna faza ali pa v bistvu nek začetek bolj moje solo poti, no, da nisem še v bistvu, to je moj prvi solo izdelek kot nek celoten projekt, ne, da ni samo single, tako da, ja, bomo videli, ne, tudi to ne razmišljam točno, pač delam in rad bi pač čim več glasbe ustvaril, ker tudi dosti je že ustvaril, ampak če si ustvaril, jo je treba še potem spraviti na ta nivo, da lahko enkrat izdaš, ne, da se tudi sliši tako more in tako naprej, ne. Kaj pa v bistvu največji proces, se mi zdi. V lansko leto se vračava v naslednje, takrat je išla pesem One. Ja, to je v bistvu tudi en del EP-ja in se mi zdi, da tudi ima sporočilnost. Lahko bi kdo rekel, da ni čisto pozitivna, ampak je v bistvu iz mojega vidika gledam, da je to taka motivacijska pesem, ne? Da v bistvu bilo kaj kdo reče, naredi, kaj čutiš in
to je bila nekako sporočilo te pesmi. Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Oni lapajo svašta podn, medtem ko jaz na špuri dajem benz na ogen. Na majko je še vedno fant golden, v denarnici je še vedno ploden. V zarišču pazi, da se ne opečeš, ljudje zahrbni, pazi koma kaj rečeš. Realen bodi, če si pesek v oči mečeš. Kaj je love, pa sem zvedel, me pred sabo samo sem narobe gledal. Duševno hrano jedo, duša bila je lačna, ko je stradala, postajala temačna. To so dnevi stari, ne bi za o njih, bil sem v krču, pa pozabil sem na dih. Neki bedi pa podobne fore, če fan to verjame, vala fan to zmore, ker je volja to premika se gore, Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Ko verjamem stari, to je dolga zgodba, trudim biti se dober, na koncu me čaka sodba. Ta pogodba, predvat mi kdo pride mimo, na koncu dneva šteje, če je mirno spimo. Manj zgodbe, ki snim pa kad že omeno. Ja vem, to te punce so vedno v tisti noči spoznal ful emocij. Spet sem vijo, koliko mam tukaj opcij, dolge noge v poletni te obleki. To reklamo dela tudi Nini Seki, šel doma zaradi ene druge sam. Upam, da mi ne bo žal, da nisem da povabo one tam. Ti teksti resnice na papirju, ti teksti kot črke na safirju. Vse kaj zgodilo se ni samo spontanost, bolj passion pa danost. Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Oni vejo več o meni, ko jaz sam o sebi, Oni. Tropski z mano vdaje Radioaktivno, valuta časa je EP, ki ga danes vrtiva. Ta EP ni povezan z denarjem, ali pač? Glede na naslov, valuta običajno pomeni neka denarna enota. Ja, jaz sem v bistvu časovna enota, ne, v mojem primeru časovna enota, ne, da v bistvu ima vsak čas je v bistvu najbolj neprecenljiva enota. Mislim, da je več vredna kot bilo kaj in se mi zdi, da je to ravno tista stvar, ki si jo moraš znati najboljše razporediti in kako dobro izkoristiš čas, ne, pa je to mogoče tisti graf na delnicah, ne, enkrat je gor, enkrat je dol, ne, pa upaš, da nisi na minusu ali pa nuli, ne, da ni preveč rdeče. Da nisi v rdečem. Ja, tako da upamo na zeleno. Tako da ja, nekako to je v bistvu se mi zdi message, življenjski message in da v bistvu handlaš življenje, da tu delaš stvari, ki jih delaš rad, ne. Prava mera v bistvu vseh stvari, kaj se ti pač dogajajo in da jih si tako porazporediš, da na koncu dneva si rečeš, mirno grem spat, ne, fuloro, ne, naredil sem neke stvari, ki me polnijo, ki mi dajo neki good vibe in to je to. Te čas kaj lovi? Oziroma si v časovni stiski? Vsem, ja, v bistvu, dnevi so mi pač vedno, so mi prekratki in mislim, da si preveč nekih stvari dam, ki bi jih rad naredil, ampak pol včasih malo laufam, ne. Ampak sem še mlad, pa je se da, ne, ta tudi, ne. Tako da se pa učimo z dneva dan, ne, kako v bistvu boljše razporediti čas, pa postaviti vrednote, ne. To je tudi najbolj pomembna stvar, se mi zdi. 5 pesmi si dal na EP, ali še kaj več materiala pripravljenega? Na trdem disku, tak doma, ja, dosti materijala, samo še ne finaliziranega. Točno to. So neke stvari, ki jih je treba še, ali je mix master potrebno, ali je v bistvu treba kot neko celoto zapakirati, da ima vse neko zgodbo, tako da so pa definitivno gigabajti, ja, tekstov. Mislim, pesmi, ki so že v bistvu posneti. Ja, danes vsi, ki delamo v takem poslu, imamo opravka z gigabajti oziroma že s terabajti. Ja. Ti diski so običajno že premale.
Vse je tvoje delo, ali samo besedila, glasba, pa kot razumem, imaš drugega avtorja oziroma podlage? Podlage so drugi avtorji, dva različna avtorja, torej na prvi 4 pesmi je naredil Tine Šrekl Knight, zadnjo pesem v ogledalu pa je naredil Urban Senekovič, Young Firefly, produkcijsko. Drugače pa tekstovno je vse moje delo, mix master imam različne, so mi različni tonski mojstri delali, torej mi je delal Mlejki, tudi en mlad producent, raper, potem mi je celo nekaj oče tudi naredil, oni, sma skupaj dela z očetom, on je bil včasih tonski mojster na RTV-ju. In zadnjega pa je v bistvu tudi v ogledalu, pa ga je naredil Tine Šrekl, je naredil mix master, pa je naredil Gregor Zemljič. EP je dostopen samo v digitalni obliki ali tudi fizični? V digitalni obliki, torej na vseh streaming servisih je, drugače pa je tudi v fizični obliki se ga da dobiti, to pa je na hi-fi žetonu, to je v bistvu dobiš unikatno geslo in dostop, na katerem si ga lahko preneseš v najvišji kakovosti zvoka in obenem imaš tudi potem neomejen stream, če dodaš svoj mail in se tudi registriraš. Predzadnja bo Bellucci, naslov zveni italijansko, poješ pa ni italijansko. Ne, je pa v bistvu zelo lepa pesem, zato nisem vedel, kako bi prvo, pa se mi zdelo nekako Bellucci, da je kar on point glede na besedilo. Pač spet to obdobje nekega življenja in pogled na neke stvari, ki se ti pač tudi dogajajo v takšnih in drugačnih nočeh. Pojsla neznana, isto tako dama, zbudim se iz spanja, na tle flaša žganja. Najraje bi jo klical kar Monika Bellucci, imena ne vem, to me muči. Ona je lepša brez make-upa, ona je lepša brez filtra, ona je tista, ko sem jo spoznal, ko sem si pišanko neki drink naročeval. Ne, ni bila sama, s kolegico omamila me tako mandala, pristopil sem špiko, če je imel telefonsko bitezir poklical. Halo, se mi nasmejala, pa postala razigrana, rekla, da domov ne bi danes rada šla sama, luči se prižgale v klubu, jaz pa držal sem obljubo. Se srečama čez 6 let, 5. maja, pa me vpraša Tilen, kaj dogaja. Dobro sem hvala, v oči sva se gledala, pa malo sva obstala. Zapričala, rekla, da končala je že faks, EPF, pa da dela, da ji gre hitro čas. V firmi, ki jo ima njen ata, pa da dela tam tako poslovna sekretarka. Jaz tu delam cele dneve, šel sem na svoje, kuham nekam pučem, pa filam premne stroje. Lepo, Kira te je tak vzgojila, če je bila samska, bi te poročila. Se malo pošali, pa mi pravi, kdaj spomnim se tiste noči, pa sem v posli zakonski, s fantom na desni, pa s čerko v sobi otroški. Tropski z mano vdaje Radioaktivno, Bellucci je bila slišana z EP-ja Valuta časa, na naslovnici oziroma celostni podobi izdelka si ti, z mikrofonom v roki. Drži. Celostno podobo mi je pa pripravil Miha Zornik, z njim so v bistvu to idejo skupaj razvila in ko mi je poslal, sem bil tak wow, res je cool, minimalistično, to je pač tak stil je meni všeč, manj je več. Se strinjam, kot da bi bila tvoja senca. Tako, v bistvu je, zgleda, valuta časa, če gledamo, je v bistvu kot ura uprizorjena, tako da ta krog je tudi ima neke vrste to sporočilo, pa nekako se mi je pač zdelo, da je res on point glede na naslov in glede na to, da pač mikrofon v roki je obvezna oprema, pri teh stvarih, ki jih počnem. Vidim pa, da si glasbenik starega kova, kaj ti ima še spletno stran www.tropski.com, kjer so tudi povezave na družabna omrežja, seveda. Aha. Kar danes pri glasbenikih redkost.
Aha, Da imajo spletno da imajo svojo spletno stran. Ja. Meni pa se zdi, da je to najbolj pomembna stvar, ne? Ker vsi ti socialna omrežja, v bistvu to ni tvoj del, ne? Ti bi mogel v bistvu na svojo spletno stran bi mogel forwardirati vse ljudi, ki nekako bi te radi spoznali, ki ga zanimajo tvoje delo in tako naprej, ne. Tako da ja, no, meni se to zdi kar pomembna stvar, no, da ima to glasbenik, no. Tilen, do tega trenutka sem te spraševal jaz, sedaj pa se v intervjuju zadeva nekoliko spremeni. Dobiš 2 izpraševalca. Ok. Namreč 5 vprašanj, ki sledijo, ti zastavljata Zala in Gašper. Verjetno jo poznaš. Ja, jo poznam, ja, seveda. Izdala sta letos tudi album Love Letter in 5 vprašanj imata zate. Ja, cool, ok. In sicer prvo vprašanje ti zastavlja Gašper. Kaj najraje ješ za božično kosilo? Mamino pečenko in restan krompir. Drugo vprašanje, prav tako Gašper. Kaj je najbolj zabavna maska, ki si jo nosil za noč čarovnic? Za noč čarovnic, ko sem bil volk. Ja, volk sem bil. To je bila najbolj cool maska. Samo mi je bilo ful vroče. Tretje vprašanje ti zastavlja Zala. Mačka ali pes ali katera druga žival? Pes. Ga imaš? Ne, ampak nimam trenutno nobene živali, ampak če bi imel psa, želim si najbolj hrta. Hrt je v bistvu pasma, ki je meni res všeč. Četrto vprašanje ti zastavlja Gašper iz dueta Zala Gašper. Česa te je najbolj strah v življenju? Višine se res najbolj bojim. In še zadnje vprašanje, Zala ti ga zastavlja. Najljubša barva in zakaj? Najljubša barva je oranžna, zato ker mi je tako topla barva in daje mi neko pozitivo. Ne vem, neki dober občutek mi vedno da in ja, to je, zdaj če bi mogel enostavno opisati, ja, oranžna barva. Tudi zato je tvoja celostna podoba oranžno-črne na EP-ju. Ja, pa tudi moj koktajl tropski je oranžne barve zaradi vseh tega sadja, tako da je vse nekako res oranžna. Že od nekdaj ta oranžna me spremlja. Enaka naloga čaka potem tudi tebe, da bo zastavil vprašanje za naslednje goste. EP je zunaj, se obeta kaj odrov, bo kakšna predstavitev? Trenutno sem v promociji albuma, imeli smo že neke koncerte, sem že predstavil album v Cvetličarni 10. na enem dobrodelnem koncertu, je pa v planu, da tudi bom se dogovoril še za kako promocijo. Predvsem se mi pa zdaj trenutno gre, da čim bolj spromoviram EP, pa da ga pač poslušalci čim večkrat slišijo, pol pa tudi bom videl, kak naprej. Se bo potem EP razvil v album? Če se bo razvil, bo potem projekt za sebe in tudi bom imel neko svojo zgodbo. Ne bi pa nič napovedoval, ker včasih se neke stvari ful hitro mi zgodijo, včasih pa ne tako hitro. In potem vedno mi kdo reče, če si rekel, da bo zdaj že, pa ni bilo, ne. Naprimer ta EP pa so bili vsi, zdaj boš dal to ven kar naenkrat, ne, prej pa nisi, ne, pač ne vem. Se pravim, jaz sem človek občutkov, ne, in ko čutim, da mi je nekaj, da je zdaj pravi čas za neko stvar, bom naredil. Nimam pa nekih drugih, da bi nekaj mogel, ne, sploh to v glasbi. Ne morem stvari delati nikoli na silo, tako da, nekako tako. Tudi jaz sem bil presenečen, da je prišel EP, kajti, če se spomnim, nismo nikoli govorila o nekem zaokroženem izdelku, samo v singlih. Ja, to pravim, ne, in se mi zdi, da boljše dati ven pa presenetiti, kot pa da daješ obljube, pa nekaj ne narediš. Ker tudi se mi zdi, da pol moraš pod nekim pritiskom nekaj narediti, ne. Ta EP pa je zdaj čisto nastal go with the flow in tudi pesmi imajo res, vse povezujejo med sabo in na koncu zadnja pesem v Ogledalu ima tudi neko jasno sliko, zakaj je bila prej Belucci, zakaj je bil prej oni, zakaj so bili hitri momenti prej, pa zakaj na začetku Valuta časa, ki v bistvu te popelje noter v ta EP. 3 skladbe z EP-ja si že izpostavil kot single, bo še kateri izpostavljen pa podprt z videospotom? Ja, Belucci, ki je izšel v nedeljo, je bil premiera videospota, tako da si ga lahko pogledate na YouTubu pod Tropski Belucci. Videospot je nastal v sodelovanju z JR Visuals iz Londona in se mi zdi, da je to en izmed mojih najboljših videospotov do zdaj, ki sem jih naredil. Tako da sem res ponosen na ta izdelek in še enkrat hvala tudi JR Visuals za to sodelovanje.
da v bistvu vse te moje ideje in tudi skupne ideje spravimo na tak nivo, da sem pol vedno, ko dobim videospot, presenečen. Tako ja, to me res veseli. Še eno bova zavrtela za konec. Pesem je tudi že bila single Ogledalo skupaj z Moniko. Edini featuring na tem izdelku? Torej, v Ogledalo je pač sporočilo pesmi in tudi jasno je, zakaj je zadnja pesem. Ima neko sporočilo, ki govori v bistvu o tem, da moraš iskati srečo v sebi, ne v drugih in samo to v bistvu šteje, da si srečen sam s sabo, no? Da ne rabiš nekoga drugega, ker potem se mi zdi, da si lahko dosti krat v življenju razočaran. Bova se za konec, pa upam tudi naši poslušalci, pogledala v Ogledalo. Skladbo sedaj tudi spustila. Tilen oziroma Tropski, hvala, da si bil gost oddaje Radioaktivno ter uspešno in čim bolj delamo naprej. Hvala lepa, hvala za povabilo. Isko number one osebo, ki dala mi bo srečo. Zdi se mi, da vedno bolj ceniš, kaj ti ni dano, kot ki dopalo se na morđu lijeno. Minute grejo mimo, prehitro zgodovino, za me glej, ko nalivam čisto vino. Kaže zgodbo v meni, drugi svet je, verjamem v osodo, nauke setve žetve. Ampak svet ne, kdo to svet je, vsake kdaj rad samske za poletje. Isko number one osebo, ki dala bo srečo, v Ogledalo sem jo srečo. Number one osebo, yeah, v Ogledalo si jo srečo, yeah. Isko number one osebo, ki dala bo srečo, v Ogledalo sem jo srečo. Number one osebo, yeah, v Ogledalo si jo srečo. Kdo vodi osodo, se vprašam, mislim, da se lahko samo na sebe zanašam. Mislim, da je denar rdeča nit vsega, samo ti ne da notranjega mira. Da si srečen, tu je kdaj blefiram, samo da dam svetu kaj pričakuje. Samo veš, kaj je še huje, ko odvisen si od sreče tuje. Isko number one osebo, ki dala bo srečo, v Ogledalo sem jo srečo. Number one osebo, yeah, v Ogledalo si jo srečo, yeah. Isko number one osebo, ki dala bo srečo, v Ogledalo sem jo srečo. Number one osebo, yeah, v Ogledalo si jo srečo. Včasih mi je težko biti sam, priznam, da se srečen, da blefiram, samo da dam svetu kaj pričakuje. Samo veš, kaj je še huje. Sem Tropski in poslušate Radioaktivno, ko odvisen si od sreče tuje.